Ker ko se z nekom skregaš, zakaj nisi pripravljen pustiti tega krega v preteklosti? Ja, zato, ker tvoj ego hoče pokazati, da si imel ti prav. Nočeš pustiti v preteklosti, zato ker rečeš, bom že dal lekcijo tej osebi in ji bom razložil, ker ona mene takrat ni razumela. Ampak kar potrebuješ, je ne komunicirati preteklost, ampak komunicirati tvojo sedanjo realnost. Draga duša, dragi otrok, drago zavestno bitje. Tukaj s teboj sem jaz, nadangel Mihael. Najpomembnejše je, da ozavestiš, in to je moje ključno sporočilo zate za danes. Vsak človek, ki ga srečaš, je vsakič drugačen. Ti si vsakič drugačen. Ljudje so vsakič drugačni. Tudi če se vračaš vsak dan v neko situacijo, je ta situacija vsak dan drugačna, zato ker so ljudje v njej vsak dan drugačni. In ko govorim o tej drugačnosti, ne mislim o drugačnem delovanju ljudi, ampak o drugačni vibraciji ljudi, ki spodbuja njihovo delovanje. To pomeni, da če ti ozavestiš, da si vedno drugačen, dejansko lahko vidiš, da je situacijo možno transformirati v sekundi. Ker se tvoja energija vsak dan spreminja, pa ne samo enkrat. Večkrat tekom dneva se ti energija obrne, spremeni, vibracijo drugo dobiš. In posledično, ker ti z drugo vibracijo vstopaš v tvojo situacijo, se tvoja situacija lahko vsakič znova spremeni. In zato je tako pomembno, da začneš vstopati v svoje odnose z ljudmi v zavedanju. Čeprav je to moški ali ženska, s katero živiš morda že 10-20 let, je danes ob zajtrku, ko sediš nasproti nje, nova oseba. Čeprav je tvoj starš, ki ga poznaš že celo svoje življenje, v tvojem pogledu enak, je, ko ga srečaš naslednjič, drugačen, kot je bil, ko si ga srečal zadnjič. In ko boš začel to opazovati, ne iskati, kako je oseba drugačna, ampak samo opazovati, da vstopaš v odnos z zavedanjem, da doživljaš to osebo prvič. Da jo gledaš, kot da jo vidiš prvič. Da se odzivaš na njo, kakor se želiš odzvati zdaj. In to je prvič zate v tem trenutku. Boš v vse svoje odnose prinesel toliko svobode. Za zelo preprosto učenje gre. Ko prideš na obisk, ko nekdo pride k tebi, ko se z nekom dobiš, samo predno osebo srečaš, si reči, zdaj bom to osebo gledala, kot da jo vidim prvič. In kar se bo zgodilo, je, da boš ti v popolnem prisotnem trenutku. To pomeni, da ne boš v zgodbi preteklosti, da ne boš v načrtovanju prihodnosti, ampak boš v popolnem prisotnem trenutku sedanjosti. In takrat resnično lahko energija steče v odnosu. Ko ti vstopiš v odnos brez prtljage. Seveda tvoj ve, kaj se je dogajalo včeraj, ampak z energijo nisi več v včeraj, z energijo si v danes. In boš videl, da ko boš ti to začel prakticirati, se bodo ljudje začeli nate drugače odzivati. Recimo, da si se včeraj skregal z eno osebo ali pa pred časom. Se pravi, skregal si se z osebo in zdaj, ko jo naslednjič vidiš, je tvoja naloga, da jo vidiš, kot da jo gledaš prvič. To pomeni, da ne pogrevaš zamere, da ne prinašaš naprej pretekle zgodbe, ampak
začneš deliti sebe iz sedanjosti. Se pravi, kaj so praktični načini, kako si ti lahko v odnosu v prisotnem sedanjem trenutku? Kako si ti lahko v odnosu z osebo v tej praksi, kot da jo vidiš prvič? Prva stvar je, da ko komuniciraš s to osebo, zelo preprosto, enkrat v pogovoru čim prej omeni njeno ime. Ne v kakšnem odnosu je ona s teboj, ne da rečeš svojemu partnerju, moj mož, tralalala, ali pa moja žena, tralalala. Ne, ime povej. Prav povej ime osebe. Čisto vsi ljudje zavibrirate s svojim imenom. To pomeni, tudi če ti ime ni všeč, ko te nekdo po tvojem imenu pokliče, se ti odzoveš iz svoje najčistejše, najbolj notranje energije. In ko boš poklical osebo po imenu, boš v trenutku, brez da bi sploh karkoli ta oseba naredila, v njej spodbudil, da ti da svojo zadnjo verzijo sebe. In enako lahko delaš sam s seboj. Ko začutiš, da si se zahakljal v neko zgodbo, samo pokliči se po imenu. In v trenutku se boš postavil v sedanjost, v svojo sedanjo vibracijo. To je prvi trik. Drugi trik, kako lahko v odnosu neguješ to, da gledaš osebo, kot da jo vidiš prvič, je ta, ki sem ga že povedal, da si poveš, predno osebo srečaš. Zdaj bom gledal to osebo, kot da jo vidim prvič. Da sam sebi daš to navodilo. To te bo zavestno postavilo v to, da si prisoten in da doživljaš to, kar se zdaj dogaja. Da ne greš v preteklost. Tretji trik je prav tako zelo preprost. In sicer gre za to, da začneš v odnosu govoriti o nečem sedanjem. Recimo, da si se z osebo skregal in potem se srečata in ti si rečeš, bom gledal, kot da vidim prvič, in ti zares začneš gledati, kot da vidiš prvič, potem pa oseba začne, ja, pa sva se skregala, pa zakaj si tako deloval, bla, 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 in začne oseba vleči v preteklost. To se ti je zagotovo že zgodilo. Ti si želel biti v prisotnem, sedanjem trenutku, oseba je pa pogrevala. Prvo, kar narediš, je, da jo pokličeš po imenu in s tem jo vrneš v sedanji trenutek. Drugo, kar narediš, je, da sam sebi poveš, gledam, kot da vidim prvič. To zato, da ti ne vstopiš v obsodbo. In tretje, kar storiš, je, da tudi če je nepovezano od bistva tega pogovora, začneš razlagati nekaj, kar je tvoja sedanja situacija. Naprimer, lahko rečeš, joj, poglej, kako veliko oblakov je zdaj na nebu. Daš fokus na nekaj, kar je zdaj v sedanjosti situacija. Morda gre mimo tebe avto in rečeš, o, poglej, kako lep moder avto. Se pravi, nekaj narediš, nekaj rečeš, fokus daš na nekaj, kar se dogaja tukaj in zdaj. To lahko uporabite tudi starši, ki imate težave z otrokom, ki ne drži fokusa med učenjem. Samo rečeš mu, o, poglej, kakšno packo je na papirju naredil tvoj nalivnik. In samo daš fokus na nekaj, kar se v sedanjem trenutku zgodi in bo otrok takoj dobil fokus. In torej, enako se zgodi v odnosu, ko oseba začne pogrevati preteklost, ti pa se tako zelo trudiš biti v sedanjem trenutku, samo daj fokus na nekaj čisto očitnega. Ali pa začni razlagati, kaj ti je zdaj všeč. Nekaj, kar je tvoja trenutna realnost. In s tem boš prav tako energijo povlekel iz preteklosti v sedanjost. Sliši se hecno, ampak ljudje ste tako hecna bitja, da vi resnično odreagirate na te trike. In boste videli, ko boste začeli to trenirati, kako se bodo vsi vaši medsebojni odnosi izboljšali. Edini razlog, da ti nisi v popolnem prisotnem trenutku sedanjosti v kateremkoli tvojem odnosu, je tvoj ego in njegova potreba po tem, da imaš prav. Ker ko se z nekom skregaš,
zakaj nisi pripravljen pustiti tega krega v preteklosti? Ja, zato, ker tvoj ego hoče pokazati, da si imel ti prav. Nočeš pustiti v preteklosti, zato ker rečeš, bom že dal lekcijo tej osebi in ji bom razložil, ker ona mene takrat ni razumela. Ampak kar potrebuješ, je ne komunicirati preteklost, ampak komunicirati tvojo sedanjo realnost. In torej o komunikaciji bo še govora, ampak za zdaj, kar je pomembno, je, da opazujete, da ko komunicirate z ljudmi, prepoznajte, kolikšen procent vaše komunikacije nima nikakršne veze s sedanjim trenutkom. Razlagaš o tem, kar je bilo, razlagaš o tem, kar bo, ne pa o tem, kar je. In zdaj vaš bo rekel, ja, koliko časa pa traja ta sedanji trenutek? Ali če danes zvečer partnerju povem, kaj se je dogajalo na delavnici, ali to pomeni, da je to še sedanjost, ali je to že preteklost? Ne gre se za to, kdaj se ustavi čas preteklosti, ker v resnici edini sedanji trenutek je ta in zdaj je že minil. Gre se pa za to, da komuniciraj to, kar je res relevantno zate za sedanji trenutek. To, kar je izraz tebe v sedanjem trenutku. Ne potreba ega, da se potrjuje, ampak izraz potrebe potem, da sebe začutiš skozi to komunikacijo. Izraz potrebe, da ti želiš deliti to z osebo. Več o komunikaciji, kot pravim, v naslednjih srečanjih, za zdaj pa je pomembno, da opazuješ, da vstopaš v odnose z namero, da gledaš ljudi, kot da jih vidiš prvič. In samo to, da ko boš stopil danes domov in pozdravil svojega partnerja ali osebo, ki jo vidiš tam, morda bo tat, hecam se, da gledaš, kot da jo vidiš prvič. Zakaj sem zdaj rekel ta hec? Zato, da ste padli ven iz preteklega trenutka. Torej, ali vidiš, na kakšen način ti lahko s komunikacijo popolnoma pripelješ v sedanji trenutek? Zrahljaš energijo v trenutku. Hodiš z osebo po cesti in oseba razlaga in razlaga in razlaga in se jezi. Ti se pa samo obrneš k njej in rečeš, kateri je pa tvoj najljubši prometni znak? V trenutku vržeš osebo ven iz njenega procesa v sedanji trenutek. Zdaj, nekaj naj povem. Predno to delite naprej, testirajte to. Zakaj? Zato, ker če boste samo povedali to foro s prometnim znakom, naprimer, boste vsi to počeli, ampak ne bo zavedanja zadaj. Ne bo zares delovalo. In zato do naslednjega srečanja spelji to foro s prometnim znakom. Za eno osebo. Tudi če si v posteli s partnerjem in on naklada ali ona naklada, samo pridi ven, kateri je pa tvoj najljubši prometni znak? Zato, da vrneš fokus v sedanji trenutek. In boste videli, seveda tega potem ne smete ponavljati vsakič, ker ne bo več zažgalo, ampak trik je v tem, da ozavestite, da edini trenutek, kjer se dogaja pretok spremembe in kjer je sploh kakršnokoli življenje, je ta, ki se dogaja zdaj. In zato, ko prideš danes domov, poglej, morda te čaka tam tvoj kužek, poglej, kot da ga vidiš prvič, ne s pričakovanjem, kako se on vedno na te odzove. Glej, kot da vidiš prvič. Ko prideš domov in te morda tam čaka žena, gola v posteli, poglej, kot da jo vidiš prvič. Glej ljudi, kot da jih vidiš prvič. In na tak način boš resnično dvignil kakovost svojih odnosov, brez da bi na kakršenkoli fizičen način jih transformiral. Ker bo tvoja vstopna energija v
odnos, tvoja trenutna vibracija.